Beletrina v živo. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Tokrat ob prav posebni priložnosti, namreč ob izidu zbirke slovenske uporniške poezije z naslovom H2SO4, gostimo eno izmed avtoric v tej zbirki, in sicer je z nami Mija Puhar Rodin, bolj znana kot Masaja. Tako. In od zdaj naprej bova govorila Masaja. Po domače. Po domače. Pravzaprav lahko poveš, kako je prišlo do tega, da sta z Igorjem Saksido nekako oblikovala to zbirko. Po eni strani je seveda to zbirka že starejših klasikov, kjer najdemo tudi konec koncev ljudske pesmi pa izjemne slovenske literate, ampak se je dodalo tudi leto 2022 tudi ščepec tvojega ustvarjanja. Tako je. Najprej je res velika čast Igorju Saksidi za celotno v bistvu idejo, da je stopil do mene z to kreativno, briljantno idejo. Spoznala sva pa se pred približno 3-4 leti, ko je izdal z Alešom Štegrom pesem Sem. In je bil v gledališču Koper. In v tej zbirki pesem Sem pa je imel lih drill eno pesem. In slučajno sem bila jaz takrat zraven, pa smo se spoznali in tako. In potem je minilo 1 leto dni in smo imeli en koncert skupaj. In po tem koncertu mi tako malo debutiramo in Saksida je rekel, meni je to the best, ta energičnost, to uporništvo, ta neka sporočilnost, ki jo ima zdaj hip-hop kultura. Tako kot smo rekli, prej so bili to klasiki, zdaj pa v bistvu smo mi to, ratali. In pred približno 2 leti je potem se začelo pogovarjati in se začelo vrteti okoli tega, da bi res naredili neko to zbirko, ki bi bila H2SO4 v smislu in album in knjiga uporništva in neke enotnosti tega našega prečudovitega naroda in kulture. Koliko si imela pa proste roke, oziroma na kakšen način veš, da je potekala sam izbor pesmi, ki so noter, oziroma ta poetičen del? Koliko si bila tukaj vpletena, koliko si seveda Igorju pustila proste roke? Tukaj sem pustila Igorju absolutno proste roke, definitivno. Jaz sem vedela, da bo itak izbral vse klasike, od Prešerna, Šalamuna, Kosovela, do seveda tudi ljudi, ki so seveda zbrali komentarje za vse te poezije in za album in celotno zbirko, ki so pa seveda ljudje iz mladina, iz popravnih domov, razni kritiki, ljudje, ki imajo res eno veliko zgodbo za povedati. Sem rekla, da to kar prepustim Saksidi in bom jaz prevzela kreativni del albuma v svoje roke. Da povejo pravzaprav vsem gledalkam, gledalcem, dejansko je jedro same zbirke, nabor, ki ga je torej Igor naredil. Tukaj gre za klasike od Levstika, Gregorčiča, Jenka, Prešerna, Cankarja, Kosovela, tako kot smo omenili. Hkrati pa je tukaj tudi zbranih 34 komentarjev, premislekov novodobnikov, sodobnikov, ki razmišljajo o uporniški poeziji. Tako. Poleg tega je pa še ena stvar, ki je zelo zanimiva, in sicer so grafiti, fotografije. Kup enih zanimivih grafitov, ki jih najdemo po slovenskih zidovih, se je zbralo v knjigi. Kako ste to naredili? To je res zelo lep dodatek v knjigi. V bistvu. To smo padli na idejo s Igorjem, da bi naredili varianto grafitov v knjigi in da bi se zbrali te grafiti po celi Sloveniji, in valjda ta prvi naslov, definitivno jaz in moji socialni mediji, za to, da ozaveščamo ta mlade in da jim povemo, da nam pomagajo. Seveda, jaz sem prosila svoje poslušalce, svoje fane, če lahko mi pošljajo slike iz njihovega kraja, iz njihovega mesta, kakšni uporniški grafiti, ki bi pasali v tej knjigi, in nabralo se je v enem dnevu približno 70 slik grafitov iz cele Slovenije. Tako da tukaj noter v tej knjigi se zbira v bistvu cela naša lepa državica. Poleg 35 pesmi klasikov je tudi v bistvu 8 tvojih skladb, lahko rečemo, že, ker so se vmes tudi naredile pravzaprav glasbene različice. Kako lahko rečeš, je mogoče teh 35 pesmi vplivalo tudi na tvoje pisanje? A si črpala navdih na podlagi tega nabora? Definitivno. V bistvu s Hughjem sva naredila celoten album skupaj, kolaboracijsko. In ko sva tudi podlage delala, oziroma ko sem bila pri Hughju v studiu in je on kontal podlage in kako bova zdaj mi dva to skupaj uredila, da bo potekalo od 1. do 8. komada, tako da res se navezuje na to uporništvo in vsak komad se navezuje na neko poezijo. Sva v bistvu imela od proste roke, ampak v glavi vseeno si naredila nekako od 1. do 8. komada, kaj želiva sporočiti. In nekako se je čisto vsak komad po komad povezal z eno izmed poezij, na katero smo se rabili navezovati. Naprimer,
Meni eden izmed ful dobrih primerov je četrti Aceton na albumu, ki je v povezavi s Prešernovo poezijo, ki je v knjigi. In čisto vsak komad ima tudi en citat iz poezije, ki je bila inspiracija. To pa citira Igor Saksida tudi v albumu. V bistvu mi je še zanimivo, da kako je pravzaprav prišlo do te ideje, da se združita dva različna medija. Po eni strani knjiga, po drugi strani pa album. Je to nastalo potem, ko si pravzaprav že pisala besedila, ali si ves čas vedela, ko je prišla ideja, seveda, strani Saksida, da bi ti pa rada imela tudi album? V bistvu smo že s samega štarta vedeli, da bi naredili eno tako obliko, res nekaj nenavadnega. Pa tudi se mi zdi, da CD-ji definitivno so izjemna stvar in bi rada naredila tudi v CD obliki, ampak se mi zdi, da je nasploh treba malo ozaveščati tudi mladino in na vse zadnje odrasle, zato da nazaj pridemo v neko ero branja, dajmo reči. In so tudi različni načini, kako lahko ti povežeš zdaj digitalnost z nekaj, kar je fizično. In točno to smo naredili s QR kodami, ker smo potem v bistvu zraven komada je v knjigi QR koda, ki te odpelje točno do albuma, do poslušanja. Tako da v bistvu smo nekako tako naredili fizično obliko celotnega albuma, ki je znotraj v knjigi, tako da niti ni, da je dvodelni projekt, ampak je enodelni in se skriva vse v enem fizičnem, takem lepem darilcu. Igor je dobro napisal, v bistvu v uvodni besedi pravi, da je njega vedno zanimala poezija, da mu je bilo blizu to, kako pesnik izraža svojo individualno držo, hkrati pa provocira bralca z izrazjem. Navedel je par zanj pomembnih vplivov in virov, Svetlano Makarovič, Kosovila, Grafenauerja. Kaj je mogoče nate to vplivalo iz tega nabora klasične poezije? Si imela tudi sama kakšno? Ja, definitivno. Točno to, kar Igor pravi, veš, meni tudi isto to od nekdaj mi pomeni. Odkar sem bila majhna, ko sem brala v osnovni šoli pri slovenščini v učbenikih, mislim razne ali odlomke, ali poezije, ali pesmi, vedno sem imela občutek jaz čujem nekaj drugega tudi tukaj noter in upam, da se bo tudi nekaj mojega bralo čez čas v učbenikih, nekaj, kar bo pustilo pečat. In od Svetlane Makarovič do Prešerna so to meni bili eni izmed največjih inspiracij in artistov, ki so mi pustili nekaj za razmišljati in nekaj v moji glavi. Tako da sem definitivno se tudi jaz Saksido tukaj ful poistovetila glede tega. Si pa tudi sama napisala, čas je za upor, nisem jezna, nisem uporniško kričava, sem samo razočarana, to je moj upor. Tako. Dejansko mi je zanimivo, da si v bistvu to uporništvo pokazala zelo raznovrstno, neko celo mavrico. Po eni strani jeza, po drugi strani razočaranje, en kup enih stvari je, na kakšen način se lahko odzoveš in izraziš nek upor. Ne? Je res, sej, na koncu koncev emocije so v vseh oblikah, ne? In ena izmed teh je tudi, veš, smeh, ne? Jaz bom vedno rekla, da za največjim nasmehom se skriva največ žalosti in lahko je upor tudi na vse zadnje komedija, ne? Lahko se pove upor na tisočinen način in diverziteta je pa nekaj, kar hočem tudi za moje poslušalce, da vejo, da je v moji glasbi ful prisotna. Tako da definitivno je zelo diverziteten album. Če seveda je mogoče najti to povezavo zdaj iz področja hip-hopa seveda na samo poezijo, kako pa lahko rečeš obratno? Ne? Tukaj je Igor Saksida mogoče malo izstopa iz neke literarne srenje svojo afiniteto do hip-hopa, ki jo je nakazal že v preteklosti, konec koncev tudi s projektom, ki ga je imel s Trkajem. Klasiko, tako je. Kako se ti zdi, da je zanimivo, da v bistvu tudi ta literarna srenja pristopi k hip-hopu, k rap artistom kot k umetnikom? Tako, meni je Saksida res legenda, kar se tiče tega, ker ne samo, da je naredil klasiko, naredil je predlani repke tudi z marsikaterimi artisti, to pa je bolj za mladino, knjiga, mislim, za otroke, kjer nekako ukomponirajo rep kot nekaj zabavnega, nekaj poučnega za ta male. Mi pa smo šli na ful bolj resno tematiko, ne? In v bistvu sem hvaležna in večno bom Saksidi, ker je zmožen spraviti nekaj tako sodobnega, kot je hip-hop, v nekaj tako klasičnega, kot je lahko knjiga. In se mi zdi, da res zasluge grejo njemu za to idejo, da je stopil do mene in da sva skupaj našla to neko isto plat, kako bova to združila v eno. Res, brez tega v naši kulturi se mi zdi, da bi bila ena velika luknja v žepu.
Je pa da bez, da je hip-hop kot nek glasbeni žanr na voljo, lahko rečemo, v poeziji, ker zdaj, iskreno rečeno, nič več z bluesom, z jazzom, z vsemi žanri, ampak težko črpamo vsebinsko izraznost, sporočilnost preko besedil znotraj teh žanrov. Hip-hop meni mogoče še najbolj na punk asociira kot na nek žanr, ki je imel ves čas svojo uporniško noto, hkrati ima pa ful močen storytelling. Kako sama vidiš v bistvu, da je hip-hop res žanr, ki je primeren za vsebinsko sporočilnost? In imaš popolnoma prav, ker tudi besedila, mislim, toliko kot je tekst v hip-hop komadih, v rap komadih, mislim, ni v nobenem drugem žanru. Ker v popu, v jazzu, v čemorkoli lahko ti en vers spraviš, da traja zaradi mene 1 minuto. Res. Pri rapu pa je to, da ti čim več poveš v čim krajšem času. In se mi zdi, da lih to potem pride ful prav v knjigi, v poeziji, da lahko res imaš toliko nabora besed, toliko različnih interpretacij upora, da res nekako najdeš neko rdečo nit pri vsakemu komadu, pri vsaki liriki. Kako si dala ostalim nasvete, ker so seveda nisi sama pisala vseh 8 komadov, ampak si sodelovala, nekateri so samostojni, nekaterih si imela težko. Povabila sem s Hughjem v bistvu 14 gostujočih artistov, od tega dajmo reči 12, ker so v skupinah tudi določeni reperi. Ampak to je bil en res lep proces ustvarjanja in kako seveda predstaviti tudi ta koncept. Začela sem preprosto tako, da sva s Hughjem naredila osnovne komade, vse imava že pripravljeno. Potem pa sem jaz naredila lepo mapo na Driveu, vsako mapo naredila komad po komad, lirike, beat brez mojega vokala, beat z vokalom, zato da lahko vse slišijo. In napisala tudi seveda v eno Word datoteko točno pač to, kar mislim, da je bilo najbolj prav, da sem jim malo obrazložila koncept in jim povedala, da si res želim jih povabiti na ta projekt, ker se mi zdi, da ne bi bilo sploh na mestu, da bi jaz kot ena umetnica vzela to knjigo, kot bi lahko marsikdo v Sloveniji vzel projekt in rekel, to je moje, veš. Pri nas se mi zdi, kot da je dobiš en vrt in ti imaš korenček in boh ne daj, da bo prišel sosed robutat. Ali karkoli. Jaz pa sem familija, ne, kje je cuker, da ga nesem sosedu. In o tem se je šlo in napisala sem v Word datoteki, da gre se za uporniško poezijo, ki bo v bistvu noter v knjigi in jaz sem jih delala album v tej knjigi, z to knjigo. In noter v mapo sem jim ostavila tudi seveda te poezije, ki so bili inspiracija od komada do komada, da jim reči, če je gostujoča Lejre na acetonu, da sem dala potem Prešerna. In napisala zraven, da seveda ne rabiste se 100% navezovati na to poezijo, naj vam je v pomoč, vkolikor jo sploh potrebujejo. In če potrebujejo sploh karkoli za snemanje, da naj se obrnejo name in na Hughja in čisto vsi so naredili in spisali v roku, dajmo reči, 2 tednov, kar je nevideno, neslišano, da bi se tako dobro organizirali in da bi res tako lepo primili ideje in skockali stvar v obdobju lani septembra do konca decembra, dajmo reči. Oktober, november je bil najbolj hardcore momentalno ustvarjanje in lih takrat so tudi gosti naredili svoje. Nisi zdaj, kakor jaz sem si jim dala kar tudi malo bremena, namreč napisala si jim nekaj tazga, če sem jaz to si dobro prepisal. Aha, si dobil to, da to imaš teka. poslanstvo, zaupaj mu in opravljaj ga celo življenje. Tako se mi je zdelo, to sem jim napisala. To pa ima eno težo, ne? Zdaj pa ne morem res kar nekaj napisati, zdaj si moram pa res čas vzeti. In je res. In točno to sem čutila in se mi je zdelo, točno to jim rabim napisati, ne vidim nič drugega, da jim povem, mislim. Ne bom jaz nobenega prosla, meni se zdi to nekaj, kar rabimo narediti in imaš poslanstvo, zaupaj mu, sledi mu celo življenje in dega. Sameš, kaj mi je zanimivo, recimo, ko bo nekdo bral to knjigo in bo hotel seveda povezati tudi to poezijo moderne generacije z to uporniško noto, ki je prisotna skozi generacije. Kako lahko pravzaprav tudi sama nekako rečeš, da to je upor nove generacije. Nova generacija tako razmišlja in se na ta način upira. Seveda nimamo fevdalcev, ki bi nam seveda, mislim, ne deremo se zdaj v kupu uboga gmajna, ampak lih iz tega pa tudi izviramo. Ker čisto vsi poznamo ta tekst, čisto vsi vemo, iz kje prihajamo. Narod smo tašen, kot smo žilav. In upor se zdaj čuti v vsaki pesmi po svoje. Naprimer, ene so zelo pohlepne in dajmo reči, da smo gledali skozi oči
hudiča za ta komad, ki je naprimer Petka Bling, ki je zelo kapitalističen in materialističen in cilja v tej smeri, kot da gledamo skozi oči nekoga, ki je takšen. Ampak potem pa imamo tudi 6. komad takoj za tem, ki pa je Ceste, ki pa govori, da odraščali smo na cesti in srečni smo, ker se držimo točno tega, iz kjer izviramo in še vedno smo tam in verjamemo, da bomo prišli točno zaradi tega na boljše. Zelo agresiven in old school hip-hop, boom bap komad. Nekako bi rekla, kot da je ta refren v tekstih zdaj ta, ki je bil prej, dajmo reči neko ful večje dretje, neki ful večji upor. To je zdaj refren, to je zdaj tisto, kar se ti ponavlja v glavi, tisto, kar folk poje. Pa lahko je pop komad, lahko bi bil pop komad in je uporniški, če je narejen na pravo noto, ne? Koliko se ti pa zdi, da ima dejansko nova generacija sploh res vzvodov, da je lahko uporniška? Koliko je stvari, ki to generacijo težijo in dajo legitimnost, da se ljudje uprejo? A veš, da ni zdaj tega občutka, recimo, ne vem, bereš, noter je zanimivo, svoboda je glagol, ne. Pač, a smo res še v takih časih, da se toliko močno zauzemamo za svobodo, ali nam je svoboda že toliko dana, da... Da je že malček samoumevna? Ja. Lahko bi rekli, da je. Lahko bi rekli, da je, ker res živimo v času, kjer tudi malo rabiš paziti, ne, da se kdo ne užali, če karkoli rečeš, pa. Ampak, ja, malček je ratala samoumevna, ampak... Zakaj se je pol smiselno upirati? Oziroma, kaj so tiste stvari, zaradi katerih pa moramo dvigati glas? Bravo, ni pa samoumevna ljubezen. Okay. Samoumevno je zdaj ratalo to, da jaz sem človek, jaz bom delal to, kar mi paše, zato ker itak noben mi ne more reči nič, ker se bo vsak užalil. Ne? Je pa res, tle je točno ta point. Zakaj se pa vsak užali? Zato, ker ste intolerantni in se ne ljubite med sabo. Ni tega, ni povezave bratje in sestre, o čemer jaz največ govorim. In tudi to rečem v predstavitvenem videu, ki smo ga posneli z Beletrino, rečem na koncu pač, kaj pa mojih 14 bratov in sester. To je meni upor. To, da sem razočarana nad tem, kako nismo več združeni. To. Koliko se ti zdi, da je res neko tudi tako obdobje, ki konec koncev človeka sili v to, da se angažira, da je družbeno kritičen, da je del neke širše sfere, da smo povezani uporniški, da je mogoče res neko plodno obdobje za to, da izraziš svoje mnenje? Definitivno je, še posebej zdaj po tem obdobju, ki smo ga rabili prestajati za 1-2-3 leta, je lih prišel ta čas, ko se mi zdi, da bodo res ljudje se zavzeli za svoje in spregovorili, ker so se zavedali, da če zdaj ne bodo, kdaj pa bodo. Mislim, stvar mine v tlesku, ne? In življenje mine v tlesku. Tako da je treba izkoristiti svoj glas in svoj čas, dokler si tukaj. Povej še, kako boš dejansko probala in knjigo in album promovirati, koliko ti pravzaprav zdaj vidiš enih stvari se poveže med sabo, ker se mi zdi, da glasbenik, ki je navajen izdajati albume, dobi nekaj čist novega, ki ima pa v roki še knjigo, pa lahko album s knjigo prodaja oziroma obratno. Ne? Ja, definitivno je ful sem ponosna na to, da imam to čast v bistvu predstaviti koncept albuma v obliki knjige in se povezati tudi zdaj z simfoničnim orkestrom Ukrajine, s katerim bomo predstavili celoten koncept tudi v Križankah, mislim, skozi simfoniko, skozi nekaj, kar se mi zdi, da hip-hop nikoli sploh ni še naredil, še posebej ne pri nas v Sloveniji, ker je pri nas je vedno tako, da v hip-hopu te vodi boben, te vodi uno, te vodi tretje, ne pa nekaj, kar valovi, nekaj, kar res teče skozi. In se mi zdi, da že samo če pogledamo, kako se povezuje ta hip-hop skozi to klasično glasbo in kako se povezuje ta digitalnost z nekaj, kar je klasično, kot je knjiga, je res zanimivo, kako sta se srečala ta dva svetova in našla neko skupno plat. Jaz bi rekla, da definitivno bom naredila vse od sebe in po medijih in vse te stvari, ampak definitivno največ, kar lahko je pa, da lastnoročno in sama verjamem v to, kar sem naredila. In lih to se mi zdi najbolj, da sem res presrečna, da imamo nekaj takega, kot je zbirka H2SO4, točno tle pred nami. Jaz tudi mislim, da je super povezava med tem, da si svojo liriko dejansko lahko povezala še z eno zbirko uporniške poezije, ki že obstaja, hkrati dala nek čist nov pogled v hip-hop dogajanje in pa hip-hoperjem nov pogled na to, kaj pomeni izdati knjigo oziroma izdati pesniško zbirko. Pri 21 letih sem res počaščena, da imam to priliko. In
Ja, definitivno je celoten koncept se mi je zdel zelo zanimiven že iz štarta. In sem rekla obvezno, ni me strah. Itak, veš, kot artist se lahko bojiš, veš, ta prvi kolaboracijski album, ta prva neka taka zbirka, ki jo izdajam, lahko bi rekla ono, ne, to pa je preveč zame. Ampak zakaj, če verjameš? Rabiš verjeti vase in verjeti v to, da se bo spremenilo nekaj in da bomo vsi malo bolj angažirani, da pridemo in da preberemo knjige. Jaz sem od nekdaj to rada tudi počela, prihajam iz obale, meni ne sede nič bolj kot na frajdan iti tudi do morja in si vzeti nekaj in prebrati nekaj. In, upam, da tudi hip-hoperi zdaj s tem vidijo, da se da je 1001 način, kako lahko izraziš svoje delo, svoj album, svoje pesmi in se povežeš z nečim, kar te je inspiriralo že v samem štartu. Res, mene je od malega to inspiriralo in sem si tudi od malega želela nekaj takega narediti. Pa tudi mogoče bodo drugače obravnavali neke ljudske pesmi Iztoka Mlakarja, ker pa vidiš, da sporočilnost oziroma srž tematike je ista v hip-hopu in v temu. Točno tako, točno tako. Kako se reče, medgeneracijska povezanost, bi lahko rekli. Tako. To je to. Ne bo to v bistvu en tak prijeten zaključek in pa povabilo za to, da tudi sami seveda posežete po zbirki slovenske uporniške poezije H2SO4, ki ste jo pripravila torej Igor Saksida in pa Masaja. Najlepša hvala in zacelite rane s H2SO4. Beletrina v živo.